Dogodek, ki je potekal na ploščadi drevoreda Martina Lutra v Murski Soboti, se je pridružil Evropskim dnevom ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki od leta 2010 potekajo vsako leto. Letos so torej bili med 5. in 7. majem, spodbuja pa jih tudi Zveza za srčno popuščanje pri Evropskem kardiološkem združenju. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je namreč v lanskem letu na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019 pridobil program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je namenjen bolnikom, njihovim svojcem ter strokovni in širši javnosti. Program izvajajo skupaj s strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota in ob podpori Mestne občine Murska Sobota. Ja, predvsem gre za program, kakor že ime pove, da bi širša javnost izvedela več o tej bolezni. To je bolezen, ki ni vsakdanja v naših pogovorih, ko se pogovarjamo o zdravju, tudi ni nekako prvovrstna tema za medije in tudi ni v večjih kampanjah preventivnih in promocijskih. Tako da je pa zelo razširjena in glede na to, da vedno dlje živimo, bo še bolj razširjena. Zato se nam je zdelo pomembno, da zraven te komplementarne ali pa, kako bi rekel, te osnovne raziskave o srčnem popuščanju, ki se sedaj odvija v Splošni bolnišnici Murska Sobota, tudi pripravimo en program in aktivnosti, ki bi povečale ozaveščenost in opolnomočenost o tej bolezni v splošni javnosti, pa tudi seveda predvsem pri bolnikih in njihovih neformalnih oskrbovalcih. Tega smo se lotili na dokaj nenavaden način, rekli smo, da bomo naredili eno kampanjo. Ta kampanja vključuje tako medije, kot tudi recimo udeležbe ali pa produciranje takih prireditev, na kateri smo danes. Kampanjo smo poimenovali Nepopustljivo srce. Spremljajo zloženka, ti strokovni materiali, kjer se ljudje lahko poučijo, kako živeti, kako obvladati to bolezen, tudi kateri so simptomi, pri katerih bi se naj človek odločil za pregled pri zdravniku. Lansirali smo spletno stran www.nepopustljivo-srce.si, na kateri so prav te informacije, kontaktni podatki, kam se lahko obrnete, če boste zaznali kakšne te simptome, oziroma če ste že bolnik ali skrbnik kakega bolnika, kam se lahko obrnete po dodatne informacije. V omenjenem programu je vzpostavljeno tudi ambasadorstvo, preko katerega se bodo izkušnje posameznika s to boleznijo prenašale v širšo javnost. Na dogodku so tako organizatorji razglasili tudi ambasadorje programa, to so postali dr. Aleksander Jevšek, Ema Mesarič, Angela Novak in Viola Bertalanič. Slovesno so odprli tudi interaktivno pot za bolnike, njihove svojce ter širšo javnost, ki na posebnih tablah ozaveščajo o srčnem popuščanju. Te table pravzaprav nekako nagovarjajo v začetku vse naše obiskovalce, tiste, ki so bolniki ali pa tiste, ki nimajo bolezni, pa so morda imajo v družini koga, svojci bolnika, da na kratko torej v začetku sploh pojasnijo, kaj je to srčno popuščanje. Bolezen ima izrazito negativen prizvok, ko nekaj popušča, se nam gotovo ne more goditi dobro, tako da pojasnimo, kaj je sploh z našo črpalko narobe ali zakaj deluje drugače, da do te bolezni pride. Potem seveda poskušamo opozoriti na tiste ključne simptome in znake. Danes smo že slišali, da niso najbolj značilni za to bolezen. Pogosto jih pripisujemo staranju, zato je tako zelo pomembno, da vemo, kateri so in jih poskušamo potem seveda čim prej tudi ali pa zgodaj ugotoviti. Potem pa poudarjamo ta pomen vsakega posameznika za učinkovito samooskrbo oziroma kakovostno življenje z boleznijo. Gotovo, nujno je potrebno jemati zdravila, ampak vsak posameznik pa lahko sam stori največ za to, da redno spremlja svoje simptome in znake srčnega popuščanja, da se redno tehta, da si redno meri krvni tlak, srčno frekvenco, da upošteva napotke v povezavi z prehrano, torej da uživa hrano z manjšo vsebnostjo soli, morda tudi ustrezno omeji vnos tekočine, da je redno telesno dejaven, a ne kljub bolezni,
do svoje zmožnosti, da seveda poskrbi tudi za duševno zdravje, da se ne socialno izolira, ampak da še zmeraj ohrani neko mrežo, kontakte, da se druži, da upošteva tudi priporočila v zvezi z cepljenjem pri kroničnih bolnikih, ker seveda lahko nalezljive bolezni zelo hitro pomaknejo to stanje v poslabšanje. In pa seveda, kako zelo pomembna je tudi podpora tistih najbližjih, za katerimi živi. Tako da ob teh tablah danes stojijo strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota, prav iz ambulante za srčno popuščanje, diplomirane medicinske sestre, diplomirani fizioterapevtki, zdravniki, stoji tudi psihologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa ambasadorka Svojka. Zdaj, pot stoji danes tukaj. Zato imamo zraven tudi izloženko, ki pa si jo lahko vsi odnesejo domov in te informacije potem doma v miru preberejo, pogledajo, se pogovorijo o tem tudi z drugimi. Na dogodku so imeli udeleženci možnost bolj podrobno se seznaniti z različnimi veščinami samooskrbe, za kar sta poskrbeli diplomirani fizioterapevtki Metka Vlaj in Boža Gider iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. O pomoči diplomiranih medicinskih sester iz ambulante za srčno popuščanje Splošne bolnišnice Murska Sobota, Anite Černezelj-Vogrinčič in Blanke Rajh, pa so lahko upravili meritve krvnega tlaka, srčnega utripa ter se stehtali. Več o sami bolezni, ki se največkrat pojavi pri starejših ljudeh, pa jim je povedal profesor dr. Mitja Lainšček, sicer vodja kardiološke dejavnosti v naši splošni bolnišnici. Srčno popuščanje je bolezen starejših oseb v povprečju. Ampak tisti, ki imajo ishemično srčno bolezen z ali brez infarkta oziroma bolezen koronarnih žil oziroma tisti, ki imajo arterijsko hipertenzijo, še posebej, če le-ta ni optimalno zdravljena ali je pa bila zdravljena pozno, torej to so skupine oseb, ki imajo večje tveganje za nastanek srčnega popuščanja. Zato še enkrat velja, da se da srčno popuščanje preprečevati, če zdravimo dovolj hitro, dovolj agresivno, povišan krvni tlak, kot tudi bolezen koronarnih žil, da sploh preprečimo ali pa odložimo nastanek srčnega popuščanja. Torej, srčno popuščanje je srčno-žilno stanje, do katerega lahko privede katerakoli bolezen srca. V Sloveniji, ki velja za razvito državo, je najpogostejši razlog bodisi ishemična srčna bolezen oziroma srčni infarkt in pa povišan krvni tlak oziroma arterijska hipertenzija. Potem so še nekateri redkejši vzroki, kot je vnetje srčne mišice ali pa kakšna priurejena stanja in pa bolezni zaklopk. Tisto, kar vemo o srčnem popuščanju, torej o pogostosti srčnega popuščanja, je dejstvo, da polovica bolnikov, ki ima srčno popuščanje, sploh ne ve, da je srčno popuščanje prisotno. Razlogov za to je več. Najpogostejši pa so naslednji. Simptomi, torej tisto, kar bolniki občutijo, so nespecifični. So deljeni z drugimi boleznimi. Mnogo ljudi je že imelo težko sapo, ali pa so občutili utrujenost, ali so imeli otekle noge. Tudi mlajše osebe lahko izkusijo te simptome, pa nimajo srčnega popuščanja oziroma kakršnekoli bolezni. In zato osebe pogosto prepozno postanejo pozorne na te opozorilne simptome in znake in ne gredo k zdravniku, takrat, ko bi lahko diagnozo postavili hitro in preprečili, da bi bolezen šla svojo pot, preden jo začnemo zdraviti. Vemo, da je prognoza bolezni, torej napoved, kako bo bolezen potekala, da ni ugodna. Srčno popuščanje je povezano s pogostimi hospitalizacijami, z tem, da imajo osebe težave v vsakdanjem življenju in da je njihovo življenje krajše kot pri najpogostejših rakih.